božični čas, ki prinaša zimovost. Hej, cin, 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 zvončki pojejo. Na same sta hotne prica. Once again. Ali mislite, da se božiček letos spomni na nas? Upam, da. Ne bi pozabil. Božiček sploh ne obstaja. Drugače nas ne bi vsako leto pustil na cedilu. Tako je. Pepper ne govori neumnosti. Mali ti bo še verjela. Božička ni glasu. A to še ne pomeni, da ne obstaja. Kaj ne? Kaj ne, Pepper? Utihni. Bodi nesramna, Pepper. No, Mali, si ga še kdaj videla? Nisem. Torej odgovor, jaz sem to videla. Ampak to ne more biti res. Kaj ne? Kaj ne, Pepper? Rekla sem, da sem pregofla, Mali. Ej, nehaj dirati ubogega otroka. Nič ti ni naredila. Govori bedarije, ni res. Ne, ti govoriš bedarije. Ne pa ne. Ne pa ja. A ti to ne misliš, da si tak baksa kot Jack Dance, kaj? Ti iščeš batine. Jajkata, spet se prendipata. Jajkata. Stišajte se, no. Vse. Vse je v redu, Mali. Eni je tukaj. Kaj pa počnete tako pozno po konci? Krasimo smrečico, da nam bi letos božiček mogoče prinesel kakšno darilo. Ampak Pepper je rekla, da božiček sploh ne obstaja. Pepper! Samo dražjo te ljubica, seveda božiček obstaja. Pa čeprav še nikdar ni bil tu. Verjamem, da se bo nekega dne spomnil tudi na nas in se nam obdolžil s kupom daril. Zdaj pa moraš nazaj spat. Ura je že čez 3. Punce, recite lahko noč. Lahko noč, Mali. Lahko noč, Kate. Lahko noč, Mali. Lahko noč, Julaj. Lahko noč, Mali. Lahko noč, Daffy. Lahko noč, Mali. Lahko noč, Jessie. Lahko noč, Mali. Lahko noč, Annie. Ven grem. Moram poiskati božička in Moli dokazati, da obstaja. Eni nora si, uskenjega te bo dobila. In spet te bo zaprla v klet. Vse nam je. Moram pon. Okej, grem. Zaželite mi srečo. Srečno, Eni. Z Bogom, Tepka. Srečno. Dobila sem te. Slišim te, Paglavka, vedno te slišim. Vstani. Vstani, sem rekla. Da, Miss Hennigan. Tako. Zdaj pa. Kaj boš rekla? Kaj boš rekla? Rada vas imam, Miss Hennigan. Smrdljiva sirota. Jaz nisem sirota. Moja mama in oče sta mi pustila pisance, v katerem piše, da me imata rada in da se bosta vrnila pome. To je bilo leta 1922. Zdaj smo leta 1933. Morda sta obtičala v prometu. Ve, to notri, pa konci! Konci! Pospravite te stvari. Kaj? Mislite, da vas bo Božiček letos obiskal? Božiček še sirot ne mara. To ni res. Božiček ima rad vse otroke.
nas kadarkoli naučila? Nikoli ne laži! Kaj je edina stvar, ki sem vas kadarkoli naučila? Nikoli ne laži, Miss Hannigan. Tako je. No, in zaradi vašega optimističnega obnašanja boste danes zrivali tla in slekle posteljnino na mesto pralca. Ampak ura je šele 4 zjutraj. Evi, in zato boste še na svoja mala grčeva kolena in boste zrivali to luknjo, dokler se ne bo svetila kot vrh božične jelke. Da, Miss Hannigan. No, kaj gledate? Gremo! Prostite. Prostite. Zakaj bi kateri otrok hotel biti sirota? Tega ne bom nikoli razumela. Je težak za nas, vsak dan je težak za nas. Nic pribolskov, le tropir, nic takrine, le prezir. Vsak dan je težak, brez družine shajamo, vsak dan trdno delamo. Vedno truden, razločit, vedno lačen, ni daj si, vsak dan je težak. Zdi se nam, da živimo na prepihu, zdi se nam, kot da vedno toma je. Včasih bi odpovedal se še dihu, tu laže je, kot da upira se. Zoba trite, ko morate izpolze, koga triga, če nisi ali si. To zacitijo brise grenke solze, od se vsa zagrela, ko bo da ljubi. Nič pa zlobo ni, nič na drobo ni, dobre volje ni, nikar bolje ni. Od božička ni glasu, sploh še nikdar ni bil tu, sem pa vrstil premesi, ko si siroti, šrici, vsakdo je težak. Ostale boste pokazali, dokler se ta luknja ne sedi kot vrh božične jelke. Se kotline smoli, loti se s pokami, strupim čuda ravnali, razijani Hannigan. Spravite se na delo, slecite posteljino, rekla sem, spravite se na delo. Vsak dan je težak za nas, vsak dan je težak za nas, sem pa vrstil premesi, ko si siroti, šrici. Vsak dan je težak, vsak dan je težak, vsak dan je težak. Uboge male pikice. Spet mislijo, da ne bo božiček prišel. Kakšna škoda! S tem, da dekleta ne vejo, da božiček vsako leto pride in pusti darila pred vhodom sirotišnice. Pa mislite, da vejo za to? Ne. Pa verjetno bi bila zaradi tega boljše volje. In ne bi bila tako žalostna, ampak veste kaj? Zaradi tega jaz vsako leto dobim nova darila. Edino pravilno, celo leto prenašam te smrklje. Da, tako jih sovražim, da bi človek mislil, da sem njihova mama. Deklice, deklice, kamor se ozrem in zagledam. Deklice, deklice, vsak dan z njimi se prenajedam. Sem le običajna ženska, ki čuti le
moški bi šepetal, a kaj ko ne, do zdaj nihče. To torej me z otroki je obdal. Drobni nos, drobni vrat, vse okoli mene je drobno. Če zdravim jim kosti, baba klica na zahudobno. Ženska dobi diamante, ženska dobi bizare. Kaj pa jaz, gledajte, kaj obdajajo deklice. Tukaj fala si. Ne pa ne. Ja pa si. Ne pa ne. Ja si. Ne, nikoli ne, lažeš, ne. Čeveljci, žabice, razlog, da se mi bom zmešalo. Davno bi se mi že, a imam saj smisel našalo. Enkrat tim stopim na peke, enkrat odrem kodarce. Naj bo plas, naj bo mraz, dole v gorobitev sedi klice. Kaj? Spomnite vaše najljubše svetleče satenaste okrasne blazine iz Coney Islanda? Ja. Gejte preko bruhala! Enkrat zaprli me bodo, kamor za droblaznice. Tam živim, kot želim, do izgona vsaka že dedi klice. Sem vedela, da Božiček obstaja in da ni pozabil na nas. Miss Hennigan je tista, ki nam je vsa ta leta kvarila Božič. To mora povedati ostalim. Eni, se tebi to zdi čisto? Spravite se na delo takoj! Na pomoč, obtičala sem. Mali, tukaj si. Punce, ne boste verjeli, kaj sem ravnokar slišala. Kaj? Miss Hennigan je ukradla naša darila. Kaj? O čem pa vlebetaš, Molly? Ravno, ker sem jo slišala, kako je govorila o tem, da je ona ukradla vsa naša darila. Tista, ki nam jih je prinesel Božiček. Vsako leto do zdaj jih je vzela. Ne, To ne more biti res. Ampak je. Če je res, kar pravi Molly, moramo to nekako dokazati. In Miss Hennigan kaznovati za njena početja. Toda kako? Že vem, punce, imam načrt. Poslušajte. Nocoj bomo pod božično smrečico nastavili lažna darila, kakor da jih je prinesel Božiček. Ko se bo Miss Hennigan splazila v našo spalnico in jih hotela zgrabiti, jo bomo zasačile pri delu. Jaj, to se sliši nevarno. Vse lepo in prav, toda kaj bomo storili z njo, ko bomo zasačile? Kljub temu, da bi jo rada, je ne moramo kar kaznovati. Ona je močnejša. Mi pa smo le uboge, nemočne sirote. Ah, punce, ne bodite tako črnoglede. Bodimo optimistične. Božič je in za Božič se radi zgodijo čudeži. To moramo verjeti. In vse bo še dobro. Če ne danes pa... Se
z upanjem to za jutri, razpodim meglice sivih misli. Spet ne bo, ko zajame me dan, teman, samotan, glavo gor pa molim in se bodrim. Vse bolje bilo bo jutri, torej mora vztrajati do jutri. Dan na dan, do jutri, z menoj bo že jutri, to ni več kot en dan stran. Do jutri, z menoj bo že jutri, to ni več kot en dan stran. Pridite, punce. Moramo biti čisto tiho, da nas ne bo zasačila Miss Hannigan. Tako. Skrimo se. Sedaj moramo samo še počakati, da pride Miss Hannigan. In potem bodo padle patine. No, prav pa ne. Kdo prihaja? Joj, to ne zdajte si. Bodite tiho. Poglej, naglej, božična darila. Ja, kje pa so male sirote? Sirote? Očitno jih ni, torej bodo darila letos spet moja. Kaj tako hitro? Si, mamo, ujela ste nas. Kaj se pa greste, baglavke? Sedaj vemo, da ste vi tista, ki nam vsako leto kradete darila. Zaradi vas smo mislili, da božiček ne obstaja in da je pozabil na nas. Zdaj so vam šteti dnevi. Pa kaj mislite, da bo kdorkoli verjel bednim sirotam, kot ste vi? Noben vam ne bo pomagal, noben vam ne bo verjel. Kaj boste naredile, To je to. To? Kaj je to? Kaj je to? Božiček! Božiček! Narobe ste pristali! Božiček! Božiček. Oj, ti... Božiček, pa kje ste? Tukaj! Na strih sem pristal, ti švin! Ja, nekako vas moramo spraviti dol! Dol ga moramo spraviti! Kako ga bomo spravili dol? Kako lahko spravimo dol Božička? Gasilce! Gasilci! Otroci! Pokličimo gasilce! Ne, gasilce je pa treba poklicati po telefonu. Kako? Ja, jaz ga nimam. Ja, ti šve. Jaz ga. No, hitro! Gasilci! Kje pa so? Koliko pa je telefonska številka? 1, 2,
Ena. Ja, kličemo. Kliče, zvoni. Halo, ja, tukaj smo v Češminovem parku. Božiček je obtičal na strehi in jaz sem dol in on je gor in ne more priti dol. In gasilci, v Češminovem parku smo, potrebujemo gasilce, da bodo spravili Božička s strehe. Ja, pa hitro prosim, ker se mudi! Gasilci! Tu pa... Kje so? Bojo hitro prišli! Jo, sama sreča! Gasilci, rešeni smo! Otroci, dajmo en aplauz za gasilce, dajmo! Tako! Bližini! Še malo otroci, evo pa bo... Jo, bravo za gasilce! Jo! Gospodи! Evo! Ajde! Pazi, jo. Evo, bravo za gasilce, sama sreča. Ja, to ste pa majstri. Kaj, moji jelenčki so letos parkirali čisto napačno. Na vrhu strehe, spodaj pa toliko otrok. Ja, to je pa zaradi tega, ker nimate nič snega. Jo, oho. Tako, evo, lestev prihaja. Kaj pomagamo? Sama sreča, pa kakšne lepe oči imamo, a? Jo, ja. Rešeni smo, Božič je tu, evo ga, takole. Čakajte, otroci. Kdo pa vi mislite, da sem jaz? Božiček! Ja, Božiček, seveda, kdo pa drug. Božiček vam vsako leto prinese darila. Tudi leto sem vam jih prinesel. Vam, otroci, vam sirotam. Enim otrokom sem že prinesel darila, enim še bom. Danes imamo za vas nekaj sladkega presenečenja. Za vas, sirote, imam pa tukaj posebna darila in mislim, da se jih boste zelo razveselili. V tem mrazu vam bodo zelo prav prišlo. Bunde, kape, rokavice, otroci, poglejte, kaj so dobili. Nikoli v življenju še niso imeli
takih lepih toplih oblačil. Tako je prav, kaj ne da? A bo redo, otroci? Ja. Vidite, dragi moji prijatelji, tudi vsi vi bi morali imeti toplo oblačila. Imate toplo oblačila? Aha, ja, v takem mrazu je to zelo hudo, če ljudje niso tako napravljeni, kaj ne da? Vam bom nekaj povedal, kaj se mi je zgodilo nekega božiča. Približno takšen čas je bil, kot je danes, in zelo je bil mraz. Hud mraz je stiskal in mi z jelenčki smo hiteli razdaljevati darila, leteli smo po zraku s čarobnimi sanmi, sem ter tja, otroci so že nestrpno čakali, kaj ne da, in v vsej tej hitrosti, ki smo razdaljevali darila, se mi je zgodila neljuba napaka. Vsa darila sem zamešal in to tako, da so otroci v Afriki dobili kape, bunde, rokavice in šal, otroci na severnem tečaju, tam, kjer je zelo mraz, so pa dobili kopalke. Joj, tišmi, bil sem zelo žalosten, ker sem vse zamešal. Kakšen božič pa je to, kaj ne da? In potem, ko sem pa malo bolje pogledal, sem pa videl, da so otroci pravzaprav zelo veseli teh nenavadnih daril. V Afriki, tam, kjer je zelo vroče, kljub tisti strašni vročini, so si otroci nadeli na glavo kape, si uvili z šalom, oblekli bunde in veselo poskakovali po tistem vročem žgočem soncu. Pa da bi videli šele otroke na severnem tečaju, tam, kjer je zelo mraz. Ja, kljub tistemu mrazu so se oblekli v kopalke in se dričali po bregu navzdol, ter v kopalkah delali sneženega moža. In vsi so se mi zahvaljevali, vsi otroci so rekli, da tako lepega božiča in lepih praznikov v življenju še niso imeli. Zato tudi mislim, vsak si ga zasluži, da tudi Miss Hennigan si zasluži nekaj toplega, kaj ne da? Vsak mora imeti lepe praznike, vsem pripada lep božič, lepi prazniki. Vi otroci, tisti, ki skrbijo za vas, vaši starši, stari starši, pa babice, detki, vzgojiteljice, učitelji, pa tudi tisti, ki skrbijo za naše mesto. Jo, točno, ko sem že pri našem mestu, ko sem bil na strehi, ko sem tako gromozansko pristal, sem opazil, da je med nami tudi danes gospa podžupanja Renata Kosec. Kje vas je Renata? Gospa Renata? No, kukuc. Pozdravljena, gospa Renata, pozdravljena. Pazite na moja darila tukaj. Ja, čisto zmrzane roke imate. A veste kaj? Ja, kar takole pridite k meni. Tudi vi nam kaj povejte, nekaj lepega v prihajajočih praznikih. Evo, izvolite. Dober večer, dragi otroci, starši, obiskovalci, dobrodošli v Češminovem parku, še zlasti vi, gospod Božiček. In še dobro, da imamo gasilce, kaj bi mi brez gasilcev? A je tako. Glavnem vsem skupaj v imenu občine Domžale želim prijetne praznike. Tudi mi smo bili vsi vi zelo pridni, veste, gospod Božiček, ker smo letos dobili prav posebno darilo za vse Domžalčane, za vse občanke in občane, namreč toliko dogodkov za majhne, za otroke, za starejše, za vse generacije. Nekaj jih je že bilo, danes nadaljujemo na tržnem prostoru, pa jutri, pa v nedeljo, tako da imajo tudi sezname vsi naši ljudje, tako da vljudno vabljeni na dogodke. Naslednji teden v petek se dobimo tukaj, pa pride še en gospod, dedek Mraz. V soboto dopoldne je pa takšen poseben dogodek, ko z najmlajšimi skupaj odštevamo, rečemo otroško silvestrovanje, in takrat imamo mi pač tako neko posebno novo leto. Pa potem za odrasle seveda še silvestrovanje na prostem. Dobrodošli, gospod Božiček. Upam, da nas obiščete tudi v naslednjem letu. Mi se bomo trudili, bomo pridni. Vse vidite, koliko ljudi in koliko otrok vas je prišlo pozdraviti. In za vse skupaj naš letošnji slogan je čisto enostaven. Pa srečno naj bo v letu 2017. Ja, hvala lepa, ja, počakajte, gospa Renata, dajmo en aplavz za gospo podžupanjo. Takole, moj škratek, prosim, če ji daš malo sladkega presenečenja, da bodo prazniki še lepši. Aha,
Ja, pa še, ja, lahko toliko, lahko. Pa še za gospoda župana nekaj bombončkov, da bo tudi on imel lepe praznike, tako. A malo več rabi on, a 2 mandarinci, a? Takole, a samo mandarine? Še en bombon. Sladkorja ne sme. Ja, enako, hvala gospa Renata. Dragi moji prijatelji, sem se kar malo utrudil od teh gasilcev, od te strehe. Veste kaj, vsem vam želim lep, prijeten, vesel Božič, pa potem lepe praznike. Pa ne samo vam, tudi tisti, ki danes niso tukaj z nami, in želim bleščeče praznike. Bleščeče, in zato bomo tudi v ta namen sedaj prižgali ognjen met in naj se ga vidi čez 9 gora, vse tja do severnega tečaja. Pa si ga oglejmo! Pripravljeni? Prelepo! Vidi se čez 9 gora, tole se sigurno vidi tudi do severnega tečaja. Odlično! A sirote, kako je lepo, ste že videli kaj takega? Tako glasno kot jaz, ko sem pristal na strehi. Pa še kar ne bo konec. Kako je lepo, joj. Naj bo lep praznik, naj bodo lepi prazniki. Evo ga. Dajmo en aplavz za tako prelep ognjemet. Bravo, da se tudi malo pogrejete, kaj ne da otroci. Joj. Kako? Pobegnila je. Ja, ti šmit, pa saj je praznik, poglejte. Božič je tu, pa novo leto, lepi prazniki. Saj je obljubila Miss Henningen, da se bo poboljšala. Otroci, sedaj pa takole. Mislim, da vas že malo zeba, vas kaj zebe? Ne, joj, a pa imate radi kakšne sladkarijo? Jo, ti šmit, a pa ste jo zaslužili? Komu Božiček daje sladkarije? Porednim otrokom, kaj ne da? Ne, a ja, tistim, ki se pretepajo med seboj, pa ščipljajo in grizajo. To se pravi, da ste vi pridni otroci. Ja, potem je pa že res čas. Poglejte, jaz imam tukaj sladka presenečenja. Šel bom med vas, lahko se kaj pogovorimo, pohecamo, tudi kakšno fotografijo naredimo. Starši naj si ta čas kaj vzamejo zase, tamle imate kuhančka, pa vročega čaja, kaj ne da. Med tem časom, ko bom jaz z vami, bodo pa tukaj sirote, pa škrati še kakšno pesem zapeli, da bo Božič zares prelep, miren, vesel in da bodo lepi prazniki. A je tako, kot še nikoli do sedaj? Evo, škrati moji. Ja.
Zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimovost. Hej, cin, 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 zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimovost. Prižimo sani, popijmo znižne dni, z iskrico oči, odmila zvonki smeh, zvončki nasadi, pusti beli sneh. Božično pričarajo, srčico odpirajo. Hej, cin, 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 zvončki pojejo, lep je ta božični čas, ki prinaša zimovost. Pazi, na podju pa napad. Ti kaj greš? Ja, čakajte, še malo bo. Kaj ste otroci, zdravo? Kaj ste povedali? Ja, hočem do mene, aj čekaj. Božičko, čekaj.